Danes je nedelja, 15. november 2020. Pozdravljamo vse voditelje in delegate na svetu združenja, ki letos že drugič poteka na tak, drugačen način zaradi ukrepov koronavirusa. Dragi brat skaut in draga sestra skautinja, od dneh, ko nas drevesa pozdravljajo s svojimi žarečimi barvami, ko toplo sonce, ki zaradi zime že izgublja svojo moč, in ko stvarstvo razkriva svoje čudovite jesenske sadove, bi bilo skoraj samoumevno nadeti si kroj, obleci topel pulover in spominov polno skautsko rutico ter se zapoditi skautskim dogodivščinam naproti. A danes so žal drugačni časi, takšni, ki nas vabijo, da naredimo kakšen nepotreben korak manj, takšni, ki kričijo od rdečih številk, takšni, ki nas vabijo, da ostanemo doma. Se spomniš trenutka, ko si v slovesni ceremoniji prejel skautsko rutico? Se spomniš tistega zate prav posebnega kraja? Se spomniš baru, kako je žarela rutica točno na tisti dan? Se spomniš tega čudovitega trenutka? Takrat si izrekel prav vsak od nas na posebnem mestu, posebnem kraju. Takrat smo izrekli, da si bomo z Božjo pomočjo prizadevali služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu ter izpolnjevati skautske zakone. Danes je napočil čas, ko prav tebe, mene in vse nas kliče domovina, da izvesto služimo in pomagamo svojemu bližnjemu. Tako da svoj čas, svoje talente in zmožnosti odgovorno uporabimo za aktivno vključevanje v programe pomoči potrebnih lokalnih ustanov in skupnosti, skrb za naše bližnje in potrebo in podporo tistim, ki za naše skupno dobro žrtvujejo svoje življenje. V tem trenutku je odveč vsakršen dvom, negativna razprava in kolebanje med slabim in slabšim. Kljub temu, da je tokrat še posebej težko stopiti iz naših uhojenih čevljev, je čas, da postanemo in ostanemo zvesti svoji obljubi in svojim zgledom dokažemo, da so naše življenja vredna trenutnih odpovedi. Tudi tako izpolnjujemo naše poslanstvo. Vzgajamo, pa čeprav nadaljavo, pa čeprav z vzgledom. Veselimo se časov, ko si bomo spet smeli nadeti kroj in rutico, se zapoditi na srečanje, objeti glo, raziskovati džunglo, v tišini prižgati taborni ogenj in hoditi srečno pot. Vemo, da nam bo skupaj uspela. To je tvoja, moja in naša odgovornost. Bodite pripravljeni. Pozdravljeni. Ko se je zvečerilo, so šli njegovi učenci k jezeru. Krcali so se v čoln in se peljali na drugo stran, v Kafarnavmu. Bila je že tema. Vendar Jezus še ni prišel k njim. Jezero je bilo razburkano, ker je pihal močan veter. Ko so imeli za seboj kakih 25 stadijev vožnje, so videli Jezusa, kako hodi po jezeru in se bliža čolnu. Ustrašili so se. Hoteli so ga vzeti v čoln. On pa jim je rekel, jaz sem, ne bojte se. To je Kristusov evangelij. Ne morem drugače, kakor da posnamem to duhovno spodbudo na začetku sveta združenja tukaj ob morju. Morje, lepota, idila, neskončnost. Morje, široko, polno poti. Široka cesta, hrepenenje, večnost. Tja čez, v neznano. Si predstavljate Kolumba, hoče tja čez. Je pa po svetopisemsko morje tudi kraj strahu. V njem so pošasti in velike živali. Za ta svet združenja snemam pred morjem. Snemam pred morjem, ker je tudi v nas mogoče veliko strahov, ampak tudi veliko poti.
Svet združenja, velika vizija, proračun, skavtska hiša in še druge točke. Iskati smer tja čez. Pošasti so letos majhne in ker so nevidne, so toliko bolj nevarne. Ja, govorim o covidu. In o drugem na videz še manjšem virusu, ki se širi in se imenuje brezbrižnost, egocentričnost, skrb samo zase. Svet združenja potrjuje našo iznajdljivo pot k bratu, stvarstvu, stvarniku. Svet združenja je vedno, vsako leto praznik, ki potrjuje mojo odločitev za služenje. Za služenje Bogu in domovini. Greva na služenje. A ja, in bodite pripravljeni.